njega, ovog sina koji trenera Domžala, naša oni su posle 20 utakmica zabeležili 6 pobjeda, 7 rešenja. Luka Elzner, tekma z Crveno zvezdo, v bistvu najmočnejša tekma v teh pripravah in lahko rečemo, prvi polčas ste bili boljši od nasprotnika in bi morali zadeti, pa če najprej ocenjava ta prvi polčas. Verjetno bi si zaslužili, da iz prvega polčasa pridemo vsaj do zadetka, vsaj do enega zadetka. Normalno, da obstaja neko zadovoljstvo po prikazanem, hkrati pa mi ne gledamo zdaj zadeve razdeljene, mi smo enota, skupina, ki za isti cilj dela in mi smo današnjo tekmo izgubili proti močnemu, zelo močnemu nasprotniku, ki verjetno lovi najvišje pozicije, ne samo v svojem prvenstvu, ampak tudi neko vhod v Evropo, tako da test je bil res pravi. Tudi dvoboji in vnema na igrišču je bila na zelo visokem nivoju in take tekme nam koristijo za pripravo za to, kar nas čaka v prvenstvu. Je pa res, da ne glede na končni rezultat, da se počasi, kar se tiče naše igre in učinkovitosti v naši igri, to, kar počnemo v kombinatoriki, se stvari premikajo v naprej. Najlepša hvala. Hvala. Živeca i dalje Živec. Odlučio se na odličan udarac iz daljine i sjajna intervencija Bajkovića. Janža pa... Ove opasnosti. Ponovo došao je Parkera. Parker ka igraču sa brojem 10. Slobodan Vuk. Još jedna je to bilo Marka Petkovića. Sledi novi centaršut, pokušaj Parkera glavom preko. Izveo je aut, međutim nije imao pravo rešenje u napadu, a ovog trenutka tačno. Nejc Skubic, tekma proti Crveni zvezdi. Edini igralec, ki je preživel na igrišču vseh 90 minut. Tretji teden priprav, kako ste zdržali? Pa moram reči, da je v redu, no. Da sem bil kar malo presenečen, ni bilo tako težko, kot sem si mislil. Tako da sem vesel, no, da sem že kar dobro pripravljen. Zdaj imamo teh 10 dni, kjer bomo to fizično pripravljenost še dvignili in upam, da se bomo iz Italije vrnili močni in to je to. Tekma proti Crveni zvezdi, lahko rečemo prvi polčas povsem na strani Domžal, drugi bolj na strani Crvene zvezde. Na koncu je odločil v bistvu naivno prejeti gol, ampak lahko bi rekli, da bi si zaslužili najmanj točko. Se strinjam, ja, prejeli smo ta naivni zadetek. Predvsem prvi polčas mislim, da je bil zelo dober z naše strani. Ustvarili smo si nekaj lepih priložnosti, nasprotnikov nismo dopustili nekih večjih priložnosti. V drugem polčasu smo tudi zelo dobro štartali v polčas, se mi zdi, prvih 10 minut imeli to posest žoge. Potem smo se mogoče malo izgubili, ampak vseeno, jaz mislim, da smo prikazali eno dobro predstavo in da smo odigrali v teh okvirih, katerih smo si zadali, da bomo zdaj spomlad igrali in to je to. Najlepša hvala. Srečno. Da vidimo. Ipak je Miljaš uspeo da centrira Dauda glavom i ovo možemo nazvati prvom. Ali nema vremena da podsjeti Miljašta, s obzirom da je Mrđa u 100% šansi posle dodavanja Miljanovića i Mrđa. Koga vidimo možemo da pripreti ozbiljnije. Gabrić. Izašao i Volan Bajković, uspio da kažem. I evo sada sjajna asistencija Miljanovića i pogodka Dragana Mrđe. 1:0 za Crvenu zvezdu u 88. minutu.